Profesor Kobetova, na Institutu Jožef Stefan ste vodja odseka za nanostrukturne materiale in vaš odsek se lahko res pohvali z bogatim mednarodnim sodelovanjem v minulem obdobju. Za prihodnja leta pa ste prav tako že dorekli pomembne mednarodne povezave. A o tem nekoliko kasneje. Najprej pa vas prosim za pojasnitev, kaj so nanostrukturni materiali. Potem bomo najbrž tudi lažje razumeli sodelovanje v določenih mednarodnih projektih. Ja, hvala lepa, dober dan. Hvala za vprašanje. Mi se imenujemo Odsek za nanostrukturne materiale po čisto zanimivem naključju, ko se je bivši odsek za keramiko delil na več enot, in smo se v tem primeru združili enota za intermetalne zlitine in enota za elektronsko mikroskopijo, smo se s kolegi pogovarjali, kako bi se imenovali. Zdaj, materiale karakteriziramo tako z meritvami fizikalnih lastnosti, kot tudi z opazovanjem mikrostrukture oziroma nanostrukture. In to je za razlago lastnosti bistvenega pomena. In takrat smo nekako prišli na idejo, da pravzaprav se fokusiramo na nanostrukture. Študiramo materiale na tako majhni skali, da lahko se imenujemo Odsek za nanostrukturne materiale, ne. Čeprav ni vse, kar delamo, nanostrukturno. Gre pa vedno bolj v tej smeri, mi delamo na različnih področjih, torej odsek združuje področje keramičnih materialov, to so materiali na osnovi kisika, dušika, ogljika, se pravi oksidi, karbidi, nitridi. Ta del je keramika. Drugi del so pa intermetalne zlitine, tukaj je pa vključeno torej vsa različna področja, ki bazirajo na zlitinah z različnimi aplikativnimi lastnostmi. In tukaj smo začeli na mikronivoju in gremo zdaj na nano in vam lahko povem recimo en primer. Mi smo vključeni v en evropski projekt, Romeo, ki ga jaz koordiniram. Gre za raziskave na področju magnetnih materialov, torej trajnih magnetov, ki se uporabljajo v vetrnih elektrarnah, v električnih vozilih. In ti materiali, ti magneti, ki so bili odkriti že kar zdavnaj nazaj, 86. leta, njihova struktura je bila na mikronivoju, se pravi, zrna v tem materialu so 3 mikrone, približno zato, da se dosežejo določene lastnosti. Če pa gremo na nanonivo, se pravi, da so zrna 300 nanometrov, so pa te lastnosti bistveno boljše, bistveno drugačne in to mogoče bi razložili, kaj pomeni nanostrukturni. Nano ima popolnoma drugačne lastnosti kot mikro in večino primerov se lastnosti izboljšajo in to smo mi na tem področju naredili. No, pred nedavnim pa ste podpisali sodelovanje z Nacionalnim francoskim centrom za raziskave, imenovanim CNRS. Za kakšno raziskovalno institucijo pa gre tu? CNRS je največja raziskovalna inštitucija v Evropi. Približno 32 000 raziskovalcev, če primerjamo z nami, nas je 1000 na Štefanu. Oni so tudi ne samo po številu, ampak tudi po nivoju raziskav najvišje kotirajo. Mi smo ravno pred kratkim gledali ene tabele citiranosti, publikacij, patentov in tako naprej, je CNRS najvišji, se pravi precej višji od Max Plancka. In je pa struktura drugačna, kot je recimo pri nas. Na našem inštitutu imamo samo naravoslovne vede, CNRS pa vključuje tako humanistiko, družboslovje kot vse naravoslovne vede. In je pač kompleks popolnoma drugačen, kot je pri nas. Mi se povezujemo s tistim delom, kjer so naravoslovne vede.
No, in to sodelovanje je v prihodnjem obdobju nadgrajeno, oziroma ste ga nekako nadgradili s projektom imenovanim LIA. Lahko nam kaj več poveste o tem? Ja, torej, jaz sem začela s tem inštitutom, s katerim smo zdaj skupaj v LIA projektu, začela približno pred 10 leti naš odsek. Odsek za fiziko trdne snovi je s tem začel že prej. No, in smo skupaj bili v mreži odličnosti, ki se je imenovala kompleksne kovinske zlitine. Na tem področju smo na našem odseku naredili kar en precej močan preboj na novih področjih, in sicer smo se vključili v raziskave magnetokaloričnih materialov in kvazikristalov. Dva moja mlada kolega sta na teh dveh področjih doktorirala. In potem, ko se je ta mreža zaključila kot projekt evropski, se še nadaljuje v eni evropski platformi, ki pa ni posebej financirana, in smo mi tudi člani te platforme. Individualno smo pa z inštitutom Jean Lamour iz Nancyja začeli z tako imenovanim PIX projektom. To je, torej CNRS ima 3 nivoje projektne sodelave. Najnižji je PIX, potem smo zdaj to nadgradili na LIA, ki je mednarodni laboratorij, in ta laboratorij je tudi bolj financiran. PIX je bil samo v okviru Proteus, kar je pravzaprav samo za izmenjavo za potovanja, medtem ko LIA ima pa že financiranje toliko močnejše, da lahko mladi kolegi grejo na podoktorsko specializacijo ali pa delati en del doktorske disertacije. V okviru laboratorija LIA bo glavno področje raziskava kvazikristalov in kompleksnih zlitin. No, in prav tu domnevam, da gre za povezovanje kar nekaj znanstvenih področij. In katera pa so še vedno odprta vprašanja kompleksnosti zlitin in na kaj boste iskali odgovore? No, najprej bi se navezala na prvi del vašega vprašanja. Tukaj so področja, ki so vključena v te raziskave, so metalurgija, kemija trdnega stanja, fizika trdne snovi, in torej ta področja se med seboj prepletajo. Kot vemo, je leta 2011 Daniel Shechtman dobil Nobelovo nagrado za kvazikristale, ki jih je pravzaprav odkril že davno pred tem, ampak je si mogel, torej on in tudi drugi znanstveniki, ki so na tem področju delovali, so si prizadevali to dokazati, in je on pač prvi uspel obstoj kvazikristalov dokazati, ker je transmisijska elektronska mikroskopija tako napredovala, da je bilo to možno videti. No, in moj kolega v Franciji, ki je torej direktor LIA na področju Nancyja, je rekel, da leta 1998 na konferenci o kvazikristalih v Bostonu smo se spraševali, kje so atomi. Zdaj, 17 let kasneje se pa sprašujemo, zakaj so ti atomi tam, kjer so. Stvari še vedno niso poznane. Veliko je potrebno fundamentalnih raziskav, kaj pravzaprav je kompleksnost, kako do nje pride, kako zunanje magnetno polje ali pa temperatura ali pa pritisk vpliva na transport elektronov, na prenos toplote in tako naprej. Se pravi, odprtih vprašanj je še zelo veliko, poleg tega pa mi iščemo nove zlitine v novih sistemih, ki bi imele take lastnosti, ki bi bile lahko kasneje tudi uporabne v praksi. No, rekli ste, da gre seveda tu za bazične raziskave, pa vendar me zanima, kakšen pa je razmislek glede eventualne uporabne vrednosti, koliko je v bistvu sploh trg dovzeten in pa željan iskati in uporabiti vedno nove in nove materiale. To vprašanje je zelo kompleksno v bistvu. Trg, jaz ne vem, trg je dovzeten za nove materiale, verjetno v primeru, ko je donosen. Recimo, da mi najdemo neke materiale nove in da ugotovimo, da bi to
ne samo izboljšav ne vem, okolja ali pa karkoli v zdravstvu, da bi to pomenilo tudi finančni plus, potem je trg zagotovo odprt za vse. Jaz, če govoriva glih ravno o tem področju, bi rekla, recimo, da smo mi odkrili nek nov katalizator v novem sistemu s temi novimi materiali, ki je cenejši od platine. Bo sigurno trg za to zelo dovzeten, sem prepričana. Ampak da pa pridemo do tega, je pa še kar dolga pot. Najprej se stvari dorečejo, potem se patentirajo in potem se najde proizvajalca, ki je zainteresiran v to iti. To pa ne vem, če je v Sloveniji tako zelo enostavno. Mogoče male firme, start-up, nove firme, ki bi prišle iz inštituta, na primer, za velike korporacije je pa to, tako kakor so moje izkušnje, kar težko. Recimo, jaz ne morem prepričati Kolektorja ali pa kakšne druge firme, da bi začeli delati magnetokalorične materiale, zaradi tega, ker bodo v bodočnosti pač bomo odkrili magnetno hlajenje, ki bo ekološko dosti bolj sprejemljivo kot obstoječe kompresorsko hlajenje. To je preveč dolgoročen cilj. To mora biti nekaj, kar je zdajle uporabno in se zdajle proda. To je pač moje videnje tega. Ja, no, vse je zanimivo, kako bojo tudi te raziskave potekale, ne? Tu mislim na usposobljenost raziskovalcev na vašem inštitutu Jožef Stefan, ki bodo sodelovali v okviru LIE oziroma CNRS-a. Pa seveda tudi kakšna je, domnevam, da je priložnost za raziskovalce, mlade raziskovalce, ki se bodo kalili nekje drugje. Zagotovo. Jaz mislim, da je potrebi tukaj v tem primeru, prav v tem konkretnem primeru povedati, da smo kompatibilni, da se bojo delale ene vrste raziskav tukaj in druge vrste v Franciji. Ne bomo se podvajali. Mi smo zelo močna ekipa v preparativi, imamo vso potrebno opremo, vrhunsko opremo, oni pa mogoče na nekaterih področjih karakterizacije imajo boljšo opremo kot mi in bolj usposobljene strokovnjake. Kar pomeni, da grejo moji mladi kolegi, ki delajo ali magisterij ali doktorat ali pa celo za podoktorsko specializacijo, da imajo možnost iti v Nancy na inštitut Jean Lamour, da imajo možnost uporabe njihove vrhunske opreme in tudi da se učijo na tej vrhunski opremi, ki jo bomo pa mi mogoče vsem kdaj uspeli tudi pridobiti na našem inštitutu, če se bojo finance kdaj spremenile v tej državi na področju znanosti. No, Namreč se opravičujem, to sem zato rekla, ker mi smo bili vrhunski center za elektronsko mikroskopijo. Še vedno imamo strokovnjake, ki so vrhunski na tem področju, torej svetovno vrhunski priznani. Nimamo pa več vrhunske opreme, ne? In zato so te sodelave za mlade pomembne ravno v tem smislu, da lahko grejo drugam, v druge laboratorije, s katerimi smo mi povezani in tam nadgrajujejo znanje, ki ga dobijo tukaj. No, gre pa tudi, domnevam, ne, za vprašanje pridobivanja projektov kdaj v prihodnje, če ste združeni s tako ugledno institucijo, kot je ta Evropski oziroma francoski raziskovalni center. Zagotovo. Torej vedno se recimo pri evropskih razpisih nastopa več partnerjev. Če mi nastopamo skupaj, kot že z eno inštitucijo, kot je LIA, nastopamo skupaj s CNRS, imamo bistveno večje možnosti, še posebej zato, ker sem prej rekla, ker imamo komplementarne raziskave, se dopolnjujemo in lahko kot ena torej to ni virtualni laboratorij, to je laboratorij, ki je na dveh krajih in dela komplementarne stvari in smo kot taki sigurno močnejši v enem razpisu za neka evropska sredstva. To je eden od načrtov seveda v bodoče. Kako boste s finančno strukturo prešli
v tem obdobju raziskovanja? Zaenkrat je tako. CNRS financira to izobraževanje, se pravi, vsako leto, zdaj mi smo podpisali sporazum za 4 leta in ta sporazum se lahko dvakrat ponovi, se pravi, da je lahko vsega skupaj 12 let. V enem letu imamo možnost 6 mesecev izobraževanja enega mladega strokovnjaka, zraven pa tudi izmenjavo starejših strokovnjakov. Se pravi, z te strani smo finančno pokriti. To, kar pa mi tukaj, kako pa mi financiramo, je pa mogoče bolj, zdaj mi je všeč beseda kompleksno. Jaz vodim nacionalni program nanostrukturni materiali. Ta tematika sodi v ta program. Se pravi, da delno krijemo raziskave skozi ta program, delno skozi štipendije mladih raziskovalcev in delno še vedno z razpisi, kot je Proteus. Skratka, na vse načine poskušamo dobiti denar za področje, ki je interesantno, ki bo ne samo omogočilo publikacije v revijah z visokim impact faktorjem, ki nam bo dalo tudi patente in za katerega verjamemo, da bo tudi v praksi uporabno znanje. Tako da poskušamo flikati, kako naj rečem, poskušamo pač se znajti v razmerah, v katerih živimo. Ja, časi so taki, ne? Ja. Ker ste vodja odseka za nanostrukturne materiale, bi bilo zanimivo slišati tudi tole, ne? Kako pojasniti vlogo oziroma ali škodljivost nanodelcev v vsakdanjem življenju, se mi zdi, da o tem povprečen poznavalec si kar ni na jasnem. Govori se pa veliko o tem. Ja. Nano je mogoče že niti ni več ta hip tako zelo popularno, kot je bilo mogoče še 5 let nazaj. To je nano, vse je nano. V resnici je pa to zelo neraziskano področje, ne. Za vsak material, ki ga mi poznamo, pa ki je bil že analiziran kot a je varen za uporabo, a je toksičen ali je citotoksičen, se to znanje, ki ga imamo recimo za eno zlitino, je nekaj drugega, ko to postane nanodelc. Recimo, pri nas delamo, torej moja mlajša kolegica dela na področju nanostruktur, železo, paladij, kobalt, platina, tenki filmi in tako naprej. Železo, paladij mi, torej nanostrukture, nanožičke, nanocevke, ki jih znamo narediti, jih znamo tudi funkcionalizirati, pripeti zdravilo in se bi lahko uporabilo kot metoda za, kako se reče, ciljan prenos zdravilne učinkovine. V medicini, recimo pri rakavih boleznih. Jaz sem to pač imela enkrat eno predavanje in je bila kolegica Metka Filipič tam in je rekla: "Kako pa veš, da to ni toksično, ne?" Sem rekla: "Ne vem. Vem, da je železo, paladij kot zlitina sigurno ni toksična, ne vem pa, kako je to v obliki nanodelca." Ampak če bi jaz bila rakov bolnik, pa uživati teh kemoterapevtikov, zaradi tega, ker so destruktivni lahko za nekaterih za celo telo, bi bila pripravljena riskirati nanodelc, zato da mi rakov tumor, recimo, to zdravilo lahko uniči. Ne vemo. Za vsak material posebej je potrebno študirati in Evropa zdaj vedno bolj se tudi usmerja v svojih raziskavah v to, da se raziskuje toksičnost oziroma netoksičnost nanodelcev za vsak material posebej. En tak je recimo titanoksid. Titanoksid, zdaj že vemo, da je toksičen, pa se kljub temu uporablja
vse posod, pri kremah za sončenje, v zobnih pastah zaradi tega, da je lepe bele barve, v mocareli, ki jo jemo. In jaz mislim, da pač vsi tisti, ki se s tem področjem ukvarjamo, moramo ozaveščati ljudi in pač prispevati k temu, da se bo vedno več, da bo vedno več znanja in recimo en tak primer so, kaj je to že, azbest, ki povzroča silikozo. 50 let je trajalo, da so ga prepovedali. Torej 50 let od takrat, ko so se začele raziskave na tem področju, do takrat, da je bila recimo, da je bil pri nas, da je bila tovarna zaprta in tako naprej. Tudi za nanodelce bo najbrž procedura, ko upam, da ne bo 50 let za titanoksid, ampak ja, treba je ozaveščati ljudi in zdajle recimo imamo prav na našem odseku smo del enega večjega projekta, ki ga je dobila profesor Milena Horvatova, ERA-Chair, in je ime projekta ISOFOOD. In v tem projektu bo ena od tematik tudi, torej eno dejavnost bo posvečena tudi temu odkrivanju nanodelcev v hrani in se pravi, se trudimo v tej smeri tudi. No, saj zato ste znanstveniki toliko bolj dragoceni, ne? Da nas opozarjate, tudi industrijo predvsem, ne? Kaj je v redu, kaj pa ni v redu. Zanima me pa tole, kakšno je vaše mnenje glede favoriziranja aplikativnih raziskav, ki naj bi hitro pomagale gospodarstvu, glede preboja. In prvič, pa tudi to, a ne, kako ocenjujete razvitost našega gospodarstva za sledenje in pa uporabo teh raziskav, s katerim se vi ukvarjate? Torej, jaz osebno sem od samega začetka svoje kariere bila tako vzgajena, da sem delala aplikativne raziskave. Pokojni profesor Kolar je bil pravzaprav takrat na tem inštitutu, mislim, da kar edini, ali pa vsaj tisti, ki je najbolj se trudil v smeri sodelave med osnovnimi raziskavami in aplikativnimi raziskavami in smo tudi takrat imeli odlično povezavo z vsemi Iskrinimi tovarnami v Sloveniji. In smo za njih razvijali materiale in jaz sem, recimo moj doktorat je bil bolj moja privatna zadeva, kot pa da sem, torej jaz sem prišla sem za aplikativne raziskave in to nam je vsem nekako ostalo, tako da mi zagotovo, torej ta krog mojih kolegov na tem področju zagotovo vsi delamo na tem, da bi se raziskave, torej naše osnovne raziskave, da bi bile povezane z uporabo in nam to tudi kar lepo uspeva. Zdaj, drugi del vprašanja, kako je pa industrija s tem, je pa zelo individualno, bi težko dala eno generalno sliko, ampak vam bom povedala en primer. Jaz sem pred kar nekaj leti nazaj začela sodelovati z Iskromagneti, kot sem že rekla, je to bila takrat politika našega odseka, in smo za njih materiale razvili, patentirali, spravili v proizvodnjo. Skratka, bili smo zelo uspešni v tej sodelavi in mislim, da takrat je celo iniciativa zdaj težko bi rekla, no, ali je prišla iniciativa od njih ali od mojega šefa, to več točno ne vem, ampak je pa zanimivo, da zdaj ta ista tovarna, ki je pač direktor, ta tovarna ni več državna, ampak je privatna, je nekoč že niti ni tako mnogo let nazaj od tega želel od mene, da delam za njih zastonj, tako rekoč, ne, kot vi ste raziskovalni inštitut, mi smo davkoplačevalci, se pravi, če jaz želim, da to za nas delate, boste vi to za nas delali, in sva imela spor glede tega, ker mi pač delamo raziskave, delamo aplikativne raziskave, ampak mora nas nekdo financirati za to. Agencija sama,
tega ne more. Zato pa so zdaj ti projekti, ki jih agencija razpisuje, narejeni tako, da industrijski partner je obvezan delno sofinancirati raziskavo, kar pomeni, da mora biti zainteresiran za to raziskavo. Pomeni, da bomo delali nekaj takega, kar bojo oni spravili v proizvodnjo. In to v redkih primerih uspe. Bo pa treba še veliko energije v to vložiti, da bo res temu tako in da bojo tovarne res dale denar, ne da bojo odplačale svoje delo z urami, ki jih njihovi raziskovalci naredijo na njihovem področju. Trenutno je naše znanje, ki smo ga pridobili v okviru evropskega projekta, bo uporabila nemška industrija, ne naša. Zdaj ne vem, a je to dobro ali je to slabo, kakor človek pogleda. Če je evropski projekt, je to evropski denar, je to evropsko znanje in je pač ta firma, ki je z nami, to uspela spraviti v svoj program. Jaz se še vedno trudim, da bi tudi naša firma to naredila in upam, da mi bo uspelo. Ne znam čisto vam določeno odgovoriti. Od enega primera do drugega ta sodelava z industrijo gre ali pa ne gre. Skratka, ni neke enotne politike, ne? Mislim, ni. Zdaj ne vem, težko je. Ravno včeraj sem imela tule razgovor z eno mlajšo kolegico, ki se nam bo pridružila, ki je prišla iz ene firme in sva na to temo debatirale. Za firmo, posebej eno veliko firmo, to sem že na začetku rekla, ni interesantno, kaj bo čez 5 let. Ti moraš priti z izdelkom, to, kar sva rekli na začetku, jim ga ponuditi, če bojo oni naredili finančno konstrukcijo, da se jim to splača, se bo ta stvar prenesla v proizvodnjo. Zato mislim, da grejo te stvari bolj z malimi firmami, ne. Velike firme pa rešujejo situacijo trenutno. Za eno firmo, če mi naredimo eno izboljšavo na enem njihovem izdelku, pa če ta izboljšava stane 1 evro na proizvod, je to preveč. Če stane 50 centov na proizvod, je preveč, ker je tukaj faktor trga, ne. Jaz se ne spoznam na to, no, ampak v glavnem ni enostavno. In ta, kako se reče, gap, no, kako je to po slovensko? Vrzel med industrijo in med znanostjo je še zmeraj bistveno prevelika. Nekako ne pridemo skupaj. Imamo meni je ta sistem zelo všeč. Pri nas na inštitutu, jaz sem delno tudi delujem za mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Štefana. Ta šola ima politiko izobraževanja kadrov za industrijo. Se pravi, če ima industrija interes in človeka, ga lahko preko te šole mu omogoči magisterij, doktorat, in to naj bi bila dodana vrednost za to proizvodnjo. Ampak veste, kaj se zgodi? Oni nimajo ljudi. Oni ne morejo dati človeka iz proizvodnje nam, da se bo tule izobraževal, ker ga rabijo v proizvodnji. S ta isto tovarno Magneti smo imeli enega mladega raziskovalca iz industrije, komi si je fant izboril en dan v tednu, en petek, vsak petek, da je bil lahko tukaj. Tako se doktorata ne da narediti, ne. In ne vem. No, saj zato me pa zanima, ne, ker vi kot vodja tega odseka vzgajate, oblikujete, izobražujete mlade znanstvenike, ne. Ker kot so zadnji podatki, se sliši, tudi javnosti se vedno bolj govori, nam le-ti v zadnjih letih vse bolj odhajajo drugam. Ja, ta problem obstaja že kar leta. Že kar leta se o tem govori. Nič se pa ni spremenilo. Zadnjič sem slišala eno zelo dobro idejo, da tako kot je bila pred leti akcija raziskovalne agencije 2000 mladih raziskovalcev, tako bi se mogli zdaj nekaj podobnega narediti za omogočiti mladim, ki so doktorirali,
da ostanejo tukaj, oziroma da se ta pretok možganov, da je pretok, ne pa odhajanje možganov ven. In to je spet politika. Mladi grejo ven, ker tukaj ne morejo preživeti. Mladi tukaj imajo prvo, ki je bistveno nižje plače, kakor na inštitucijah, recimo v Avstriji. Nam sta šla že 2 mlada v Avstrijo, čez mejo. V bistvu ni treba se niti seliti. Tako, kot se ljudje vozijo iz Maribora v Ljubljano službo, se lahko vozi iz Maribora, ne vem, v Graz ali pa nekam drugam v Avstriji. Imajo boljše plače, imajo socialno varnost, lahko dobijo kredite za stanovanje. To tle ni možno. Če mlad človek nima stalne zaposlitve, ne more dobiti kredita v banki. Torej, da bi pa delali vsi samo, vsi delamo, vsi v znanosti delamo, ker nam je to, ker nas to veseli, ker imamo to radi, ampak tega si noben ne more na kruh namazati tudi ta mladih. Ko sem bila jaz mlada, so bile stvari popolnoma drugačne. Zdaj pa jaz razumem, da grejo ven, mi se trudimo jih obdržati tukaj in jim pomagati, ali da ostanejo pri nas, pa jim najdemo podoktorsko pozicijo v zuniji, ampak vseh pa ne moramo obdržati, ne. In zdaj, če jih industrija ne potrebuje, industrija od zunij pa jih potrebuje, se pravi, da je nekaj hudo narobe s politiko, ne z nami. No, saj tako, kot ste rekli, ne? Vaše znanje bodo zdaj Ja, v prihodnje uporabile nemške tovarne. ja. Jaz nisem dovolj pametna za to. Oziroma, vsi mi smo pametni, vsi mi verjamemo, da ta država, tako kot se obnašajo politiki, znanosti očitno ne rabi. Zadnjič je profesor Mihajlović zelo fino rekel na okrogli mizi, ta država hujša možgane, ne. Prispodoba, ki je grozljiva, ampak je tako je. In to, kar mene pravzaprav po svoje boli, da tudi med pomembnimi politiki so ljudje, ki so bili v znanosti, ki so doktorirali, ki so profesorji na fakultetah, ko pridejo v politiko, pozabijo na znanost.